Za mlade je danes zelo pomembna krilatica, da pitje ne škodi. To pomeni, da nekako podcenjujejo samo škodljivost pitja oziroma ne vejo, da alkohol vpliva enako na vsakega. Kdorkoli začne piti, ima na nek način enake posledice. Druga taka krilatica je pitje je zakon. To pomeni, da je to vedenjski vzorec, ki velja za konec tedna, pa velja za celo mladost ali za celoten študij, ki se pa potem dostikrat lahko tudi potegne v življenje naprej, v odraslost. In tretja ideja je edino zabava, je ta prava. To pomeni, poudarek je samo na tem trenutnem dobrem počutju in to, kar človek pač zdaj doživlja. In v tem okviru potem vsak posameznik na svoj način v bistvu doživlja, kaj mu alkohol naredi ali ne naredi. Pod vplivom alkohola človek izgubi koncentracijo, izgubi zmožnost razmišljanja, presoje, postane včasih omnipotenten, kot da ima moč, da je najboljši šofer, najbolj pameten kot učitelj, kot vzgojitelj in potem v tem okviru potem tudi deluje. In na ta način potem se zgodijo tudi vse ostale osebnostne in psihične spremembe pri človeku. Človek, ki pije, se začne ukvarjati samo s pitjem, miselno in vedenjsko je okopiran samo s tem, kako bo pil, kako bo prišel do nove pijače, vztraja v tistem, kar vidi, da mu škoduje, čeprav mu škoduje in želi to naprej. To je eden od glavnih, bom rekel, tudi psihičnih dokazov, da je človek odvisen ali pa postaje odvisen od alkohola. Osebnostno se vse bolj spreminja, zdravje mu peša in potem tudi to občuti. In kar je pa najbolj pomembno, odnosi se slabšajo. Odnos do samega sebe, samospoštovanje počasi upada. Odnosi z najbližjimi grejo nazaj, grejo na slabše in na ta način se počasi razkraja človek kot osebnost in se razkrajajo vsi njegovi pomembni odnosi, ki jih ima. Če si predstavljamo, da je človek, ki pije, na nek način že zelo šibek osebnostno, da ima zelo slab občutek lastne vrednosti, da ne verjame samemu sebi, da je včasih tudi bolj agresiven do drugih, težko obvladuje impulzivnost, svoje vedenje, da ima več občutka tesnobe, da je bolj pesimistično nastrojen. Tak človek se v bistvu zelo težko odloči za karkoli. Predstavljamo si, recimo, da imamo neko hudo bolezen, da nam ugotovijo, da imamo raka. In če hočemo tukaj spremeniti, je potrebno ogromno energije. In odločitev za eno tako zadevo, kot je sprememba glede poti v odvisnost, je podobna kot soočenje z rakom. S tem, da podobnost je v tem, da preden vemo, da imamo to bolezen, odvisnost, sploh ne vemo, zakaj se gre. Ne čutimo nobenih večjih težav. In običajno je glavni razlog, da se človek gre zdraviti, hud pritisk. Mora se zgoditi nekaj zelo hudega, da človek pride do uvida. Prej lahko mesece ali pa leta živi v nekem stanju, ko mu je fajn, ko v bistvu lahko še ni odvisen, lahko tvegano pije, lahko se že pojavljajo škodljive posledice na telesu, ampak se vsega tega ne zaveda, pa nekako ne zna povezati te stvari v celoto, da bi razumel, da je potrebna odločitev. Tako da, tako kot v vsej medicini, pravzaprav tudi tukaj, saj ta del, bom rekel, je tipično medicinski, gre za odločanje med dvema slabima stvarema.
Človek se mora odločiti, ali bo naprej ostal v tem kolesju, v tej spremembi, ki ga vleče naprej v odvisnost, ali pa se bo odločil za spremembo. In ta uvid je zelo težko dobiti, bom rekel, tako zlepa. Iz negativnih izkušenj se v bistvu učimo potegniti nekaj novega. In ko pride do tega uvida, potem je običajno človek zmožen za odločitev. Običajno je pa za to potrebno še in še časa. Zdravljenje odvisnosti v bistvu zahteva ogromno časa. Zdravljenje običajno traja več let, priporočamo 5 let, drugače pa lahko zdravljenje poteka znotraj inštitucij, to pomeni znotraj psihiatričnih bolnišnic ali pa znotraj ambulant, ali pa tudi izveninstitucionalno, to so anonimni alkoholiki. Pri nas so že več kot 20 let in po teh dveh poteh se v glavnem zdravi večina ljudi pri nas v Sloveniji. Ker gre za bolezen možgan, ne samo za psihično ali pa moralno motnjo ali pa samo enodelno bolezen, je potrebno v bistvu veliko časa. Najbolj osnovni pogoj za zdravljenje je vzpostavitev abstinence, da človek začne abstinirati. To je sicer zelo lahko in marsikateri človek, ki pretirano pije, to brez težav naredi. Problem je samo v tem, ker ponovno začne s pitjem in potem se vse povrne in je še slabše, kot je bilo poprej. In na ta način potem vlada miselnost, da zdravljenje alkoholizma praktično sploh ni možno. V bistvu pa zdravljenje ljudi, recimo vsi, ki se odločijo za zdravljenje, nekje v 20% uspejo že v prvem poskusu, oziroma takoj razumejo, zakaj je abstinenca potrebna, da je to pogoj za zdravljenje in potem tudi ob moči abstinence, ki ima velik zdravilni učinek, v bistvu lahko začnejo urejati to, kar smo prej omenjali, tiste razdrte medsebojne odnose, zmanjšujejo svojo agresivnost, zvišajo svoj občutek lastne vrednosti, se nekako na vseh poteh trudijo za osebnostni razvoj. 40% ljudi pride do takšnega stanja nekje v 5 letih. Zato je tudi priporočljivo, da samo ambulantno zdravljenje tako dolgo traja. Tu gre za redno srečevanje klubov zdravljencev, kjer so prisotni tudi svojci, vsaj to je v okviru inštitucij. Sami anonimni alkoholiki pa imajo samo zbiranje zdravljencev. Tam se dobivajo samo zdravljenci sami, brez bližnjih. Kaj je bistvo zdravljenja? Pravzaprav je to vseživljenjsko učenje. In to učenje je možno na podlagi tega, če se spet vrnem k temu, da gre za bolezen možgan, ne samo za eno socialno bolezen. Gre za to, da so naši možgani v bistvu najbolj prilagodljiv, najbolj plastičen organ in so zmožni prilagoditi in spremeniti. Ugotovili so, da je možganska atrofija, ki nastane po pitju, ozdravljiva, da se povrne, da se recimo težave s koncentracijo, z mišljenjem postopoma urejajo. Vsaj 50% zdravljencev ima hude nevrološke ali pa, bom rekel, nevropsihološke okvare možgan. In zato je potreben določen čas, včasih leto, včasih 2, da se postopoma spet stanje povrne, kot je bilo na začetku. Je pa tako, da zdravljenje v bistvu ne pomeni dokončno ozdravitev. Mi trdimo, da ozdravitev odvisnosti ni možna. Možna je stabilizacija, človek pa večno ostane odvisnik, nekako, bom rekel, tudi po zdravljenju in je še zmeraj možnost, da se ponovno povrne nazaj v isto stanje. No, to, če dokončam prejšnje procente, 40% ljudi se pa praktično ne ozdravi. Ti grejo ali po nekaj letih ali po nekaj mesecih ponovno v pitje in v recidiv, ponovno se vrnejo v stari način življenja, stari način reagiranja in v bistvu edino, kar je pozitivno, je to, da je človek bil vsaj nekaj časa trezen in je v tem času dosegel neki razvoj, ne? In je dohitel, bom rekel, svoje vrstnike pa tiste, s katerimi živi, nekako potem, bom rekel, z njimi živi kot človek. Pri alkoholizmu pa pri odvisnosti je pravzaprav tudi to, da je možna samo ozdravitev. Recimo med študenti, med mladimi, ki pijejo, se določeni procent
posameznikov nenadoma ozdravi, sami od sebe. Vendar so ugotovili, da so to tisti ljudje, ki so relativno močne osebnosti, ki imajo dobro podporo svojih bližnjih, ki imajo dosti treznih prijateljev in ki so nekako tudi pripravljeni na miselno aktivnost. Taki ljudje se dostikrat sami uredijo pa ozdravijo brez kakršnekoli pomoči od zunaj. So pa to redki. Za zdravljenje se odloči morda samo 10% vseh tistih, ki so potrebni zdravljenja. Če ocenjujemo, da je v Sloveniji 200 000 alkoholikov trenutno, pa še vsaj enkrat, dvakrat toliko tistih, ki tvegano pijejo, zdravljencev ali pa abstinentov je pa nekaj tisoč, bi si upal reči, trenutno in nič več. To je zelo majhen segment ljudi. Po drugi strani pa lahko rečemo, da je uspešnost zdravljenja primerljiva z drugimi boleznimi, recimo z arterijsko hipertenzijo ali pa sladkorno. Tako da je stvar približno ista kot pri drugih kroničnih.